Lep dober večer vsem skupaj v naši drugi spletni klepetalnici. Upam, da ste preživeli lepo nedeljo. Vreme je bilo takšno, da se je dalo dan dobro izkoristiti. Veseli pa me, da ste se nam zdaj, ko je padla noč, pridružili in že prej poslali veliko zanimivih vprašanj. Po pričakovanju je dominiralo vprašanje vezano na najbolj aktualno temo, se pravi na predlog interventnega zakona, tako tudi Sanja sprašuje, kako komentirate dogajanje v zvezi z interventnim zakonom. Očitno je dogajanje, ki je vezano na začetek naslednjega leta in na vse tisto, kar bi morala Slovenija postoriti, pa ni, ker nima veljavnega in operativnega proračuna, začelo zanimati tudi širšo javnost. Slovenska demokratska stranka bo svoj načrt rešitve tega vprašanja oziroma problema predstavila jutri na posebni tiskovni konferenci. Danes naj samo rečem, da pričakujemo kooperativnost za vseh strani, tako da bi lahko nekatere rešitve uveljavili oziroma dogovorili, mogoče tudi že sprejeli še v tem času do volitev 4. decembra. Glavne pa seveda najkasneje v tistih 14 oziroma 10 dneh od konstituiranja novega državnega zbora, ki bo imel pač polna pooblastila. Takrat bomo tudi vedeli vsaj približno, kakšna bi lahko bila izvršilna oblast v prihodnje, in takrat mislim, da bo potrebno doseči tudi zadnji del ali pa krovni del dogovora z socialnimi partnerji. Slovenska demokratska stranka je pred nekaj dnevi tudi razposlala vabila vsem reprezentativnim sindikatom v Sloveniji, pa tudi vsem ostalim strankam, ki tekmujejo oziroma ki se potegujejo za naklonjenost volivcev na volitvah 4. decembra na tako imenovani socialni forum. 24. novembra bo v Mariboru socialni forum, kamor smo povabili predstavnike oziroma predsednike reprezentativnih sindikatov, da oni povejo, kako pa oni vidijo ta problem, kako bi oni rešili te težave oziroma kje vidijo, da ležijo pravične rešitve za to, da Slovenija ne tone globlje v gospodarsko in finančno krizo. Kar toliko za danes o interventnem zakonu. Gre za problem, ki se ga vsi zavedamo. Žal pa je vlada, ki je ta zakon najavljala že sredi leta, takoj po padcu referendumov, čakala s tem zakonom toliko časa, da je pač prej izgubila zaupnico v državnem zboru in je vložila zakon v paketu, se pravi tiste dele, ki so neusklajeni in problematični, tiste dele, ki pač bi lahko mirno šli čez proceduro kadarkoli, recimo zamrznitev funkcionarskih plač, vsaj ločili bi lahko te dve stvari. Skratka, ta zamuda je pripeljala do tega, da se danes veliko ljudi skrbijo, pač ozira v prihodnost in se sprašuje, kaj bo naredila politika, kljub temu, da je državni zbor na nek način napol invaliden, glede na to, da so že razpisane volitve. Naslednje vprašanje je vezano na naš program. Miran Tržan sprašuje, s katerimi ukrepi namerava Slovenska demokratska stranka zagotoviti trajnostni razvoj, zeleno gospodarstvo, ekološko kmetijstvo, pridobivanje zelene energije, predelavo odpadkov in tako naprej, izkoriščenje lesnega potencijala, geotermalne energije. Torej, trajnostni razvoj je beseda ali pa sintagma, ki je v našem programu 10+100 uporabljen pravzaprav v vsebinskem smislu povsod. Ko govorimo o razvoju, vedno mislimo na trajnostni razvoj, se pravi, da zagovarjamo paradigmo, da se lahko razvijamo tako, da ne bomo šli na račun prihodnjih generacij. Tisti, ki odločajo ali pa odločamo o razvoju, se moramo pri vsakem vprašanju pač vprašati, kako bo tisto, kar bomo naredili, vplivalo tudi na življenje prihodnjih generacij. Vprašati se moramo, kako
bo recimo 5. generacija naših potomcev, ne, če gre za pomembne odločitve, kaj bo imelo od tega, ne, ali kako bo takšne odločitve plačevala. Kar seveda pomeni, da prvič trajnostni razvoj ni nekaj, kar bilo lahko vezano samo na eno stranko. 70. leta prejšnjega stoletja, ko je bila to domena zelenih, so mimo. Vse resne stranke danes v Evropi imajo trajnostni razvoj v svojem programu in tudi mi ga imamo. No, in zdaj je konkretni odgovor na to vprašanje. Trajnostni razvoj mora biti stimuliran z vsemi politikami, od davčne do dohodkovne, in v številnih ukrepih, ki smo jih predlagali, je ta problem razdeljen. Se pravi, trajnostni razvoj ni samo vprašanje podnebnih sprememb, pa vprašanje energije, ki jo pridobivamo iz sonca, ampak je vprašanje cene našega razvoja. Ne. Ta cena ne sme iti na račun prihodnjih generacij, v tem smislu, da jim bodi si zapustimo prevelike finančne dolgove, bodi si preveč oziroma pretirano onesnaženo okolje. No in še tretja stvar bi poudaril. Slovenija v času, ko je vodila Evropsko unijo, v prvi polovici leta 2008 uspela izpogajati določene zaveze, ki so danes pač evropska politika, ki v veliki meri navajajo tudi celotno evropsko gospodarstvo v to smer. In nekatere države, ki so morda v zadnjih 3 letih bile nekoliko bolj pri denarju oziroma so bolj konsistentno vodile politiko trajnostnega razvoja, so iz tega naredile tudi velik uspeh. Recimo Švedska danes iz tako imenovanih zelenih podjetij, se pravi podjetij, ki proizvajajo tehnologijo, ki ne onesnažuje okolja, omogoča pa energetsko podporo proizvodnji ali življenju ali gospodinstvom, pridobijo skoraj 20% bruto domačega proizvoda. Podobno je na Norveškem in tudi nekatere vzhodnoevropske države so tukaj prišle zelo daleč, recimo Estonija. Vabim vas, da na naši spletni strani poleg tega konkretnega programa ukrepov 10+100 preberete tudi posebno poglavje, ki govori o okolju in prostoru, kjer so dodane še nekatere specifike trajnostnega razvoja, ki jih zdaj nisem omenil. No, tudi naslednje vprašanje je neko aktualno, očitno. Tudi gospa Križman gleda soočanja, kjer se vedno govori tudi o Novi Ljubljanski banki. Vprašanje gospe Križman pa je, kdo bo plačal grehe NLB-ja. Povsem odkrito rečeno, se bojim, da jih bomo plačali davkoplačevalci, vsaj v večji meri, glede na to, da je to še vedno formalno v naši lasti oziroma je to v naši lasti takrat, ko je treba plačati grehe. Jaz upam, da bo tudi ta naš predlog, ki je posebej razdeljen v tem našem programu, ki ga najdete na spletni strani, dobil dovolj podpore oziroma da bomo imeli po volitvah dovolj moči, da ga bomo realizirali. Gre pa za recimo temu ustanovitev slabe banke, zato da bi dobili iz sedanjih večjih državnih slabih bank dobro banko. Mi predlagamo, da se očistijo bilance teh bank na ta način, da se pač slabe naložbe prenesejo na tako imenovano slabo banko, to je institucijo, ki bo te stvari potem sanirala, seveda z davkoplačevalskim denarjem, ampak samo enkrat, zdaj pa to saniramo praktično vsako leto s temi dokapitalizacijami in temu nikoli ni konca. No, hkrati pa, ko se bodo te slabe naložbe prenesle na to institucijo, pa se bo lahko začel tudi postopek ugotavljanja odgovornosti tistih, ki so sprejemali odločitve za te slabe naložbe. Pred vsak večji slab kredit je nekdo podpisan in ko se takšen kredit pač označi za slab in ko ga morajo sanirati ali pa moramo sanirati davkoplačevalci, tisti trenutek lahko steče tudi ugotavljanje odgovornosti. In brez tega, da to naredimo, mislim, da ta ukrep, tudi če bi bil kratkoročno finančno uspešen, srednjeročno ne bo deloval, ker bo kasneje nekdo pomislil, da se te stvari lahko delajo nekaznovano in da te grehe potem itak vsi plačamo iz skupnega žepa.
Gospod Pavel Mlaker sprašuje, ali imamo v našem načrtu tudi to, da bi pognali gradnjo železnic in avtocest pa ostalih cest, tudi če se ne bo našlo zasebnega partnerja, ker vemo, da so to investicije, ki se bodo dolgoročno same povrnile, ker pognale gospodarstvo. Nekatere od teh investicij v vsakem primeru nameravamo zagnati. Dejstvo je, da v časih, kot so ti, v katerih je danes Slovenija, se pravi v kriznih časih, ko je gospodarska dinamika slaba, ko ni delovnih mest, vsaka gospodarska aktivnost, ki k temu pripomore in je financirana z javnim denarjem, ne sme upoštevati zgolj tega, koliko nekaj stane, ampak seveda mora upoštevati tudi vidik pravičnosti. In če zdaj govorimo o gradnji cest ali pa modernizaciji železnic, potem je ta vidik pravičnosti prisoten. Kajti gradimo nekaj ali pa gradili bi nekaj, kar bodo uporabljali tudi naši potomci, ki bodo to tudi plačevali. Če se zadolžimo za to, da zgradimo recimo tretjo razvojno os, potem je to v bistvu bolj pravično, kot pa če se zadolžimo za to, da enostavno porabimo milijardo evrov, kolikor bi recimo koštala ali pa stala tretja razvojna os, za neke subvencije, od katerih potem sami ne vemo ali pa nihče ne ve, koliko je kaj nastalo od tega denarja. Torej, da, žal manevrskega prostora ni več toliko, kot ga je bilo recimo pred 3 leti, ko je bila Slovenija druga najmanj zadolžena država v evroobmočju, nekaj pa ga še je in seveda, če se bo šlo oziroma ko se bo šlo v te velike investicije, se bo gledalo tudi na vidik pravičnosti. S tem, da pri nekaterih naložbah, kot recimo modernizacija železnic, obstaja tudi še vedno možnosti sodelovanja s tujimi partnerji. Jaz mislim, da se naj nihče v Sloveniji ne boji, da bo kdo železnice, če jih bomo tukaj modernizirali tudi s pomočjo tujega partnerja, ki bo dal nekaj kapitala in seveda potem tudi participiral na prihodkih, da bo te železnice kdo odnesel iz Slovenije pri infrastrukturi te bojazni ni. In meni je žal, da so pogovori in dogovori, ki smo jih v času našega mandata pripeljali pravzaprav skoraj do konca z nemškimi železnicami, ki so drugi največji logistični servis na svetu, potem zastali in da se je tisto vse skozi sfižilo. Torej obstajajo te možnosti in seveda jih bo potrebno uporabiti, ker recimo modernizacija železnic, še posebej 5. in 10. evropskega koridorja, ki gre čez zelo pomembno, strateško pomembno prometno slovensko ozemlje, bo stala blizu 10 milijard evrov v celoti, kar pa vsaj srednjeročno ni mogoče sfinancirati samo iz tega, kar Slovenija sama ustvari. Zdaj, če upoštevamo dejstvo, da zadnje 3 leta morda zberemo kakšnih 8 milijard evrov letno v proračun, žal pa porabimo skoraj 10 ali več. Gospod Milan Novak odgovarja oziroma sprašuje, prosi za odgovore v zvezi z neplačniki, plačilno nedisciplino, kaj bomo naredili za to, da bodo krajši plačilni roki, pa da se bo tisto, kar neko podjetje dejansko dobavi drugemu, tudi plačalo v realnem denarju, v realnem času. Dva problema sta, zaradi katerih imamo plačilno nedisciplino. Ena je to, da pač pravna država v tem segmentu Sloveniji ne deluje. Povprečen čas za reševanje gospodarskih sporov na slovenskih sodiščih je skoraj 4 leta, v Nemčiji recimo manj kot 1 leto, kar je tudi neko evropsko povprečje. Jasno je, da nekdo, ki ne plača in se niti ne boji, da bo na koncu moral plačati in gre raje v sodne postopke, s tem špekulira in to se dogaja.
Tudi na letošnjih volitvah kandidirajo ljudje, ki so znani po tem, da so pod izvajalcem včasih govorili, kar tožite nas. Bomo že videli, kaj boste dobili. In veliko, dejansko veliko podjetnikov pač ne gre po sodni poti, ker nekako računa na to, da bo zgolj imelo od tega samo še dodatne stroške. Torej, mi predlagamo v našem programu, zelo konkretno je to vprašanje razdeljeno, vabim vas, da si to preberete na naši spletni strani, da se rok za reševanje teh sporov do pravnomočnosti zmanjša na 1 leto, se pravi na evropsko povprečje, in tudi predlagamo poti, po katerih bi to dosegli. Premalo časa imamo, da vse razložimo, ampak zelo konkretno je razloženo v našem programu in s tem mislimo resno. Drugi razlog za plačilno nedisciplino pa je seveda pomanjkanje denarja. Tega razloga ni možno odpraviti samo z administrativnimi ukrepi, pa takšnim pristopom kot v primeru sodstva in sodnih sporov. To je možno odpraviti, ta vzrok je možno odpraviti samo z odpravo kreditnega krča, kar je eden od prvih ukrepov v prvih 100 dneh vlade. Drugič z sprostitvijo potencialov gospodarstva, se pravi z razbremenitvijo gospodarstva, z davčnimi olajšavami, z razbremenitvijo dela, da bomo bolj konkurenčni kot delavci, da bomo pač od tistega, kar ustvarimo, nekoliko več dobili in da bodo tudi delodajalci imeli manjše stroške. Ta manevrski prostor morajo podjetja uporabiti za ustvarjanje novih delovnih mest, in ko nas bo več zaposlenih, bodo tudi vsi ti problemi drugačni, bo denarja več na trgu in v obtoku, več nas bo plačevalo tudi v vse 4 javne blagajne, in problem plačilne nediscipline bo pač bistveno manjši. Tudi skrajšanje rokov je tukaj zelo pomembno. Mi smo v našem mandatu že vložili, mislim, 3 ali 4 zakonske novele v tem smislu, da bi se plačevanje storitev in plačevanje produktov, ki jih naroči oziroma ki jih rabijo proračunski uporabniki, da bi se to skrajšalo, ker tukaj gre zgolj za to, da se pač prej plača, žal nič to ne podraži, tudi ne zahteva kakšnih novih administrativnih stroškov, šel to ni bilo sprejeto. Prav tako smo predlagali, da imajo podjetniki možnost, da vse davke in prispevke plačajo na en račun, se pravi, da ni treba izpolnjevati ne vem koliko plačilnih nalogov. Tudi to je bilo žal zavrnjeno, čeprav bi danes v 21. stoletju, ko informacijska tehnologija kaj takšnega dopušča, pravzaprav že 15 let, lahko že zdavnaj naredili. Kot gospod Novak pravilno ugotavlja, je to eden od ključnih problemov, predvsem za mala in srednja podjetja. Ta so še posebej prizadeta. Velika podjetja tudi seveda lažje to izterijo prek sodišča, ker imajo pravne službe in tako naprej. Za malega podjetnika pa je to pravzaprav velik problem in zaradi tega pač so mnogi propadli. Statistika je tukaj zelo žalostna. V zadnjih 2 letih je propadlo 12 000 podjetij v Sloveniji, podjetij in obrtnikov. Od tega jih je več kot 6 000 propadlo. Ne zato, ker pač zaradi krize ne bi imeli dela ali pa ker bi slabo proizvajali nekaj, kar se ne da prodajati, temveč so propadli zaradi tega, ker so nekaj naredili, ker so nek produkt izdobavili in niso dobili plačano. Naslednje vprašanje se nanaša na da je tudi kar aktualno temo v teh predvolilnih časih. Tako gospod Žiga Vinder sprašuje, ali bi naša vlada ukinila državni svet. Vlada tega ne more, tudi parlament tega ne more kar tako
z nekim navadnim zakonom ali pa z odlokom, ker je državni svet ustavna institucija. Mi predlagamo, da bi se državni svet, ki zdaj dejansko nekako ne predstavlja, ne vem kakšne dodane vrednosti, bolj strošek, preoblikoval v zbor pokrajin. Na ta način bi se zmanjšala centralizacija države. To bi bil zbor, ki bi soodločal pri vprašanjih, ki zadevajo enakopraven regionalni razvoj, ki zadevajo vprašanje lokalne samouprave in v primeru ostalih zadev, ko je treba zagotoviti enake izhodiščne možnosti ljudem, ne glede na to, ali so rojeni v Ljubljani, Brkinih ali na Goričkem. Potem bi tak organ dobil svojo funkcijo. Se pravi, ukinitev državnega sveta da, po oblikovanju pokrajin eventualno vzpostavitev zbora pokrajin, ki pa bi imel omejene pristojnosti. Pa tudi glede tega smo zato, da se prej opravi neka širša razprava, zato da ne podražimo funkcioniranje države, kajti ravno funkcioniranje države je nekaj, kjer je pravzaprav v teh kriznih časih ena naših največjih rezerv. Jaz sem bil v vladi leta 1992 in leta 1993, ko smo praktično zaključili neko oblikovanje novih institucij samostojne slovenske države, ko smo zaključili pravzaprav slovensko državotvornost v tem praktičnem pomenu besede. Imeli smo vse, kar smo potrebovali za to, da živimo samostojno življenje in so stvari relativno dobro funkcionirale. No, takrat je bilo v javnem sektorju, mislim, da je zaposlenih 45 tisoč ljudi manj kot danes. Pa se mi zdi, da na mnogih zadevah, pri mnogih stvareh funkcioniramo slabše. Torej, mislim, da je eno od ključnih nalog v prihodnjih letih ne samo ukinitev ali pa reorganizacija državnega sveta, to je relativno majhen segment vsega tega, je pa tudi pomemben, ker ta prihranek se da dobiti iz veliko kamenčkov. Ena od prvih nalog je, da pocenimo funkcioniranje države, da imamo na primerljivo število prebivalcev, primerljivo število zaposlenih v različnih sektorjih v primerjavi z državami, ki imajo približno enak bruto domač proizvod in tudi seveda približno enako razvojno stopnjo. Seveda pa je potrebno za to, da to prestrukturiranje izvedemo, najprej ustvariti pogoje, da bo lahko gospodarstvo ustvarjalo nova delovna mesta, tako da se bodo ljudje, ki so višek v javni upravi, zaposlili v gospodarstvu. Nič ne bi dobili, če bi enostavno poslali 40 tisoč ljudi iz javnih služb na zavod za zaposlovanje in jim tam plačevali nadomestila za brezposelne ali pa povzročali nove socialne probleme. Treba je zagnati gospodarstvo, ustvariti tam pogoje za odpiranje novih delovnih mest in potem organizirano prezaposliti viške iz javne uprave v gospodarstvu. Na ta način bi bil učinek, oziroma na ta način bo učinek dvojen, ni pa ga možno, da se čez noč. Ne obljubljamo, da je to možno narediti v 6 mesecih ali v 100 dneh, ali v enem letu. Je pa potrebno v prvih 100 dneh to začeti in tekom mandata to tudi izpeljati. Naslednje vprašanje se nanaša na temo, ki je pač aktualna pred vsakimi volitvami. Vprašanje gospoda Bojana Smolkovića se glasi, ali boste postavili finančno policijo. Da, z ustrezno reorganizacijo obstoječih služb, brez novih zaposlovanj, nameravamo to storiti. Mislim, da je
potrebno na neki točki združiti vse tiste potencijale, ki jih država ima za to, da zagotavlja fair play oziroma pravila igre, ki se jih tudi spoštuje, tako da na ta način tudi vsi enako prispevamo oziroma smo vsi enako obremenjeni z bremeni izhoda iz gospodarske in finančne krize. Ni možno dopustiti, kljub temu, da nekateri zatrjujejo, kako je to vse legalno, da pač na tisoče podjetnikov trdo dela in gara in plačuje davke v Sloveniji. Zdaj, kakšnih 10% tega števila špekulantov pa preko raznih obhodnih firm in transakcij preko Cipra in drugih davčnih oaz špekulira, se izogiba plačevanju davkov in povzroča škodo, ne samo v neposrednem materialnem smislu, ampak tudi za zgledom. Ker če se to tolerira, potem tudi drugi pravijo, zakaj bi jaz plačeval, če drugim ni treba, in ta pravi, da je vse to hkrati zakonito. Temu je treba stopiti na prste in neka oblika finančne policije, ki jo imamo zamišljeno, bo to učinkovito naredila. To je zdaj še zadnje vprašanje, dežujejo pravzaprav iz vseh strani in vsega ni možno odgovoriti. Mihajlo Ilić sprašuje, kako lahko civilna družba predlaga spremembo nekega zakona. Zdaj, po sedanji ureditvi je tako, da zakon se lahko predlaga vlada, lahko ga predlaga poslanska skupina, lahko ga predlaga vsak poslanec, vsak član parlamenta ima to zakonodajno iniciativo. In predlaga pa, mislim, da ga lahko tudi 5000 volivcev. Se pravi, če želi civilna družba zbrati, če želi predlagati nek zakon, mora zbrati 5000 podpisov volivk in volivcev in lahko zakon vloži v proceduro. Mislim pa, da je bistveno bolj enostavno, da se to naredi bodisi z neposrednim predlogom vladi, bodisi poslanskim skupinam, če vlada ne želi prisluhniti dobrim idejam, kar se seveda nažalost velikokrat zgodi, potem je po mojem mnenju bolj produktivno, kot zbirati 5000 podpisov, iti na pogovor z različnimi poslanskimi skupinami in poiskati tisto, ki ima v svojem programu neko podobno idejo, ker tista bo potem brez večjih problemov lahko posvojila takšen predlog, sodelovala z vami in zakon potem ne samo vložila v proceduro, ampak ga tudi spremljala skozi proceduro, kar je za civilno družbo nekoliko teže, ker pač ne sedi v parlamentu, ne odloča, ne more zagovarjati, ne more obrazložiti glasu pri glasovanju in tako naprej. Skratka, ta možnost obstaja, ampak mislim, da je bila doslej uporabljena samo enkrat, pa še to je uporabila Nova Slovenija kot neparlamentarna stranka. Mislim, da v 90-ih letih bil še en tak primer, sicer pa ne, ker v slovenskem parlamentu je veliko poslanskih skupin. Če vlada neki ideji ne želi prisluhniti, potem je velikokrat možno dobiti neko podporo pri opoziciji, če ne pri eni, pač pri drugi stranki, tako da se neka ideja, tudi če na prvi pogled ne zgleda ravno najbolj zveličavna, lahko potem preko parlamentarne razprave pretrese in tudi ugotovi, ali ima zadostno podporo za to, da postane zakon. Kot rečeno, je bilo to zadnje vprašanje, še veliko jih je ostalo neodgovorjenih, opravičujem se vsem. Zdaj, nekaj je bilo tudi podobnih, sem skušal tudi združevati, veliko vprašanj prihaja na plačilno nedisciplino, na vprašanje reorganizacije finančnega sistema. Sprašujete, kaj je to slaba banka, naj še enkrat povem, da naš namen ni, da bi ustvarili neko slabo banko, da bi ta dobro funkcionirala, ampak je naš namen, da za institucijo, ki se ji v strokovnem žargonu reče slaba banka, očistimo bilance državnih bank, začnemo uveljavljati odgovornost in želimo spraviti te banke v funkcijo, da bodo servisirale gospodarstvo. Torej, hvala za sodelovanje, vabim vas
k postavljanju vprašanj zdaj že za naslednji teden. Zdaj obljubljam, da bomo tista najbolj zanimiva in aktualna, ki so bila postavljena danes, pa niso prišla na vrsto, odgovorili na začetku naslednje spletne klepetalnice naslednjo nedeljo ob 18. uri. Hvala lepa.